njihovih izobraževalnih, svetovalnih in drugih programov do danes sodelovalo že okoli 20 tisoč uporabnikov. Mocis je rod moljev, smo izvedeli na interaktivni predstavi Intermocis, s katero so obeležili 20-letnico ne molja, ampak slovenjgraškega javnega zavoda Mocis, ki že 20 leti v Mislinjski dolini in tudi širše skrbi za izobraževanje odraslih. Mestna občina Slovenj Gradec ga je ustanovila pred 20 leti in iz skromne ponudbe je zrasla široka paleta možnosti izobraževanja, svetovanja in tudi druženja. Lahko se pohvalijo zelo dobrimi rezultati. Okrog 20 tisoč ljudi je šlo nekako, rekla, skozi naše roke. Zdaj, v določenih obdobjih je bilo določenih področij več, ampak to je malo odraz časa, skozi katera smo šli. Drugače pa 640 ljudi je končalo srednjo šolo pri nas, 80 jih je končalo osnovno šolo za odrasle, potem, ne vem, čez 180 certifikatov smo izdali za nacionalne poklicne kvalifikacije, čez 7000 svetovancev smo pomagali pri izbiri, pri odločanju, kakorkoli. Čez 5000 ljudi je obiskalo Andežki hram, se pravi naš večgeneracijski center. Ne vem, več kot 500 tujcev se je pri nas učilo slovenskega jezika in smo jim pomagali, da se oživijo v našo kulturo. Ja, vse to so številke, na katere si človek ponosen, ampak jaz vedno rečem, zadaj so pa ljudje. To so ljudje, ki so nas poiskali, s katerimi smo sodelovali, in to je pa tisto, kar te polni, kar te poboža, kar rečeš, ja, opravljamo svoje delo in prav je, lepo je. To dokazuje, da jih ti ljudje potrebujejo. Ja, oni potrebujejo nas. Mi pa pravzaprav smo ravno zato tu, da smo jim podpora. Da smo jim podpora, da jim tudi pomagamo poiskati informacije, da jih spodbujamo takrat, kadar nekako tudi njim zmanjka neka energije, v končni fazi, ampak s tem se tudi mi polnimo. Zaradi tega, ker če vidiš, da te stvari tečejo, potem imaš tudi ti več volje, tudi ideje dobiš, kaj bi se še lahko šel. Tako da v bistvu to je zgodba enih in drugih. Kako pa je Mocis nastal, se dobro spomni Bernarda Mori Rudolf. Po razpadu Centra za izobraževanje Karcis občina nekako prepoznala potrebe potem in ustanovila, kot smo videli, 98. leta z odlokom Mocis, ki pa je začel za svojim delom 1. aprila 2000. Takrat so bili kar zanimivi časi, ker je bilo potrebno pripraviti vse programe za različne ciljne skupine. Imeli smo kar eno tako močno vizijo, da postavimo en močen center, ki bo zadovoljeval potrebe različnih ciljnih skupin. Ne samo v Slovenj Gradcu, tudi v regiji. Potrebno je bilo pripraviti verifikacije za programe, ki so bili, bom rekla, javno veljavni, to je za šolske programe, tudi za program PUM, ki je bil, in se tudi v bistvu pripraviti na izvajanje določenih programov, ki jih je razvijal Andragoški center, kot so Središče za samostojno učenje, Borza znanja. Kako pa gleda na razvoj Mocisa? Ponosna sem, da smo takrat nekako verjeli v to, predvsem smo verjeli v dejavnost, v izobraževanje odraslih, v to, da lahko pač ljudem nekaj ponudimo, da bojo v bistvu lahko izboljševali svojo pozicijo na trgu dela, bodisi v osebnem življenju in tako naprej. In to, kar se je v teh 20 letih v bistvu dogajalo skozi različna obdobja, moram reči, da vizija je bila prava. Tudi, bom rekla, ljudje, ki so prihajali v Mocis, so bili vsi ne pravi, ampak predvsem tista kritična masa ljudi je bila pa prava, ki je pomagala razviti Mocis do take mere, kot smo v bistvu sedaj. Za vso to paleto programov, za vsemi temi dejavnostmi podpornimi, ki nekako ponujajo različne vsebine res različnim ciljnim skupinam. Uspešnih 20 let javnega zavoda Mocis in veliko število udeležencev
kažeta na veliko željo po učenju občank in občanov mestne občine Slovenj Gradec v vseh življenjskih obdobjih. Res je in zelo, zelo ponosni smo lahko, da smo točno pred 20 leti podpisali ta ustanovitveni akt in ustanovili ta javni zavod, čeprav je osnovni namen, zakaj je bil ustanovljen, bilo izobraževanje odraslih, ampak ko pogledamo programe, s katerimi vse se danes ukvarjajo na javnem zavodu MOCIS, vidimo, da je še marsikaj drugega v naši mestni občini, kot pa samo izobraževanje odraslih. Je tu nekako medgeneracijsko sodelovanje, kajti zelo aktivni so oziroma vodijo večgeneracijski center, imamo projektno učenje za mlade, PUM, se pravi druga izobraževanja in skoraj da ni neke aktivnosti, prireditve, kjer se tudi v to družabno življenje Slovenj Gradca ta javni zavod ne bi vključeval. In zaradi tega res en globok poklon in pa iskrena hvala vsem, ki so pisali to zgodbo teh 20 let, vsem bivšim direktoricam, sedanjih direktorici, vsem bivšim zaposlenim, sedanjim zaposlenim in verjamem, da bomo tako dobro, kot smo do sedaj sodelovali tudi v prihodnje, da se bodo ti programi še širili in da bo na koncu koncev naklonjena tudi država z sofinanciranjem določenih programov, kajti kolikor bodo razpisovali tovrstna sredstva, bo tudi samo delovanje zavoda lahko veliko lažje in pa seveda bogatejše. Je pa v vseh letih zelo dobro sodelovanje med MOCIS-om in mestno občino Slovenj Gradec. Ja, to lahko rečem, da dejansko res lepo sodelujemo z občino oziroma, ki je naša ustanoviteljica in seveda tudi občina odloča. Lahko se tudi odločijo, da pač, če je res prehuda, da te pač ne potrebujejo več, tako da to so pomembne povezave, pomembni kontakti. Drugače je pač tako, to področje izobraževanja odraslih je kljub vsemu krhko. Zaradi tega, ker se pač moramo preko razpisov in vseh ostalih variant pridobivanja sredstev pač nekako znajti. Potrebe so vedno in jaz mislim, da bomo to izobraževanje pravzaprav vedno potrebovali, ampak zdaj, kak pa ima odnos država, Evropa in pa seveda tudi lokalna skupnost, je pa potem tisto, ko nekako ti pomaga ali pa ti ne pomaga v nekih časih, ki pa pridejo, ker vse življenje vse zadnje je neko valovanje in so vzponi in paci. 20-letni jubilej so obeležili z malce nenavadno, a izjemno zanimivo interaktivno predstavo. Ja, rekli smo 2020 je tako posebno leto. Potem, ko smo seveda sodelavkami razmišljali, kako bi praznovali, smo pravzaprav 5 konceptov omenjali. In sicer praznovati bi morali 20. maja, in potem seveda 2020 in korona. Potem smo spreminjali scenarij sem tja, želeli pa smo nekaj drugačnega. In v bistvu ta ekipa, ki nam je danes predstavila MOCIS res na drugačen način, je meni res čudovita, odigrala je svojo vlogo, čeprav sama nisem vedela, kaj lahko pričakujem, ampak sem zdaj res pomirjena in hvaležna, da sem jih spoznala in verjamem, da bomo še kdaj sodelovali. Res so glasbenik Žiga Golob, pripovedovalec Rok Kušlan in ilustrator dr. Horovic naše gore list Ciril Horjak pripravili zanimiv prikaz MOCIS-ove 20-letne poti. Ciril Horjak pa je tudi ambasador učenja vseh generacij. Je težko ustvariti takšno predstavo? Ko rečejo Američani, I was born ready, rodil sem se pripravljen. Ampak jaz sem res v Slovenj Gradcu v bistvu svojo prvo predstavo začel 22. decembra 1975, ker sem v porodnišnici prišel na ta oder življenja, ravno slovenjgraški, tako je prišel brat za mano, dvojček, teda sem jaz vajen sodelovanja, ker smo z bratom dvojčkom morali skozi deliti ta oder življenja in točno to je tudi odgovor, sodelovanje naše ekipe, pa seveda tudi čudovite ekipe v Slovenj Gradcu, ker smo tudi mi se marsikaj naučili. Pa ne misliti, da smo samo mi nekaj novega zvedeli v MOCIS-u. Sami zaposleni so zvedeli nekaj novega, ker taka 20. obletnica je priložnost, da pogledaš tudi nazaj. Ne samo, da deliš skrbi za prihodnost, ampak da pogledaš nazaj in tu so se upravičeno potrepljali po ramenu in so rekli, ene stvari smo ne samo dobro, ampak odlično upravljali. Kako pa gleda na vseživljenjsko učenje? Na ta način, da se sam neprestano izobražujem. Ne samo jaz, tudi moji sodelavci, Žiga Golob na kontrabasu, Rok Kušlan za mikrofonom, sta oba dva, tudi ona dva, z neprestanim učenjem, odkrivanjem novih stvari, odlična primera. Jaz pa itak berem,
vedno nekaj novega se učim, tako da to je to. Mislim, da smo sploh v dobi vseživljenjskega učenja. Ljudje živimo vse dlje časa in je nujno, da se tudi prilagajamo in učimo.